kako urediti prostor za snemanje. Zdaj, jaz sem tukaj v tem študijskem krožku oziroma med vsemi, ki zdaj predstavljamo naša globoka spoznanja, malo taka črna ovca. Jaz mislim, da sem edini, ki nisem posnel ali pa sodeloval v kakšnem podcastu. Pač moja naloga oziroma moja strast, ali kako bi rekel, je pa to, kako v bistvu opremiti prostor za snemanje. Ja, tako kot je Matej rekel, sem na socialni akademiji, sem se ogromno na napakah naučil, sem jih nekaj probal odpraviti v studiu, ki ga imam zdaj doma. Lahko mogoče tako za občutek razmetano je, ampak to je ena od lekcij, da v studiu ni dobro imeti preveč simetrično, preveč pospravljeno, ker to preveč odmeva, tako da to imam z namenom razmetano. Ja, zdaj, kako sem v bistvu začel s tem? Na socialni akademiji, ko smo začeli s to idejo o studiu, pač šel sem gledati po internetu, videl sem tisti studio, to je imeti tele pene, na stenah povsod in to bo studio. In smo naredili nekaj takega, samo potem smo ugotovili, da v bistvu to ni to, in smo klicali Markota Selška, ki ga tudi Slovenjgradčani dobro poznate, vsaj nekateri verjetno, ker vam je tudi gor pomagal. No in on je naredil eno tako super lekcijo, polurno, ki mi je več kot 10 ur gledanja raznih tutorialov po YouTubu pomagala. Pač o tem, da pene dušijo samo določene frekvence in tako naprej, in kako se tudi potem z basi in z difuzijo in s temi stvarmi ukvarjati. Tako da polja, ko sem se lotil doma urejati tak improviziran studio zaradi video usposabljanja, ki ga imamo zdaj v okviru projekta Emaus, o videu za evangelizacijo, sem bil precej bolj skromen, sem pustil tudi večji del sten praznih, ampak stvari, ki sem jih dal, sem malo bolj premislil, zakaj sem dal katero stvar in kam. Ok, bi pa zdaj tukaj z vami 3 točke rad podelil. Prva, stvari, ki kvarijo posnetek, druga, kako se identificira nek primeren prostor za snemanje, in tretja, kako potem ta prostor prilagodimo, da bo tak, da se bo dalo snemati dejansko noter. Ne samo tehnično, ampak tudi, pač smo ljudje, rabimo tudi zrak zadihati, rabimo se dobro počutiti, da bomo lahko snemali. Ok, stvari, ki kvarijo posnetek. Zdaj, če vzamemo kot osnovo neko sobo, pač imamo tukaj vplive, ki so lahko zunanji ali pa notranji. Zunanji vplivi, na socialni akademiji smo imeli velik problem zaradi tega, ker gre glih tale primorska železnica mimo, vsi tovorni vlaki, cela bajta se trese, smo mogli to reševati. Tukaj imam jaz recimo glavno cesto zraven, na drugi strani 2 razposajena otroka, pač, in zaradi tega jaz pravim, tukaj nimam pravega studia, ker teh zunanjih vplivov nisem niti poskusil kaj minimizirati, sem se bolj osredotočil na notranje. Notranji so pa tako, nekaj so te viri hrupa, od računalniških ventilatorjev, klime, telefon, če ga pozabimo izklopiti, preden gremo snemati in podobno, in pa odmevi. Odmevi so pa, ja, verjetno vam vsem znani, če ne veste, kako je, probajte zaploskati, boste hitro slišali ta odmev zvoka, ki v bistvu precej pokvari, deformira zvok. Sam se precej ukvarjam z videom in v videu je sliko precej lažje očistiti, kot pa odstraniti neke odmeve pri zvoku, zaradi tega je dobro tukaj poskrbeti, da je že posnetek kvaliteten. Ok, druga stvar, kako identificirati primeren prostor. Ja, pogledati te stvari, ki sem jih v prvi točki povedal, se pravi, prostor, ki ima čim manj vplivov iz okolice, se pravi, da je čim bolj miren, in pa da je
tudi čim manj odmevov. Zdaj, kaj pomaga pri temu, da je čim manj odmevov, je pa to, da se pravi, k odmevom prispevajo predvsem recimo vzporedne stene, te so obupne, tako da če se da čim manj vzporednih sten, čim manj kakšnih visokih stropov, pa dobro je tudi to, da prostor pač ni prazen, se pravi, da tudi stene niso prazne, da če je pohištvo, če so kakšen kavč, recimo, je zelo priporočljivo, da je v prostoru, ker dobro tudi nizke frekvence pobira. Ja, no, potem pa še ta tretja stvar, kako se pa pol prilagodi prostor, ne. Zdaj, tle smo recimo na Socialni akademiji eden od problemov, ki ga niti nisem pomislil takrat, ko smo se lotevali, je ta, mi smo naredili prostor brez oken, samo z enimi vrati in brez prezračevanja. In pač v takem prostoru, okej, saj greš posnet neko stvar tako, ampak ni pa to prostor, v katerem bi z užitkom sedel in delal. Sploh ne v kakšni poletni vročini. Tako da, ko izbirate, je dobro tudi to gledati, ne, se pravi, da je prostor še zmeraj funkcionalen, in da se v prostoru dobro počutimo. Zdaj, sploh če se snema recimo neke podcaste, kjer imamo še neke goste, je super, da se pač nekdo lahko udobno usede, se dobro počuti, ker bo tudi lažje spregovoril potem. Včasih se niti ne zavedamo, da imamo mogoče že doma kakšen prostor, ki je super za potrebe snemanja. In se lotevamo delati studije in ne vem kaj, ko imamo že recimo prostor, ki bi ga komot uporabili takega, kot je. Tako da, ja, vas povabim, da mogoče se sprehodite, če se spravljate snemati, da se sprehodite skozi svoj dom, skozi svoje stanovanje, skozi svojo hišo, malo poslušate prostor, pa boste mogoče že našli kakšen prostor, ki je primeren tudi za snemanje.